Janez Janša je namreč naš gost. Dober večer. Dober večer. Gospod Janša, v Svobodi pišejo, da se je to, kar ste storili danes na tiskovni konferenci, da je to učbeniški primer delovanja populistične desnice, tudi iz tujine, ki služijo izključno samo opravičevanju lastnega volilnega poraza. Ste zato danes napovedali izpodbijanje rezultata predčasnih volitev na 24 predčasnih voliščih, ker bi potem lahko po nekaterih izračunih zmagala SDS, vi in iz poraženca bi se prelevili v zmagovalca volitev. Ja, dobro večer. Najprej hvala za povabilo. Hvala tudi, da je vaša hiša lahko spremljala volilni večer v našem volilnem štabu. Žal vaši kolegi iz Nove 24 pa iz Planeta niso mogli tega delati v volilnem štabu Svobode, pa se ni nihče razburjal toliko o Svobodi pa o svobodi medijev. Zdaj, kar se tiče teh očitkov, Gibanje Svobode, veste, kdo ruši zaupanje v demokratični proces? Tisti, ki v tem demokratičnem procesu dopušča nepravilnosti in tisti, ki ne pusti oziroma napade vsakega, ki po pravni poti hoče pač te nepravilnosti odpraviti. Obstajajo pravne poti, nekatere so v zakonu jasne, nekatere so nejasne. Mi nismo pozivali ljudi na ulico, oni so imeli zborovanje že 2 dni pred volitvami, za vsak slučaj. Hočemo pa se nekatere stvari razčistijo, ker so evidentno nezakonite. To niso domnevne nepravilnosti. Če v zakonu piše, da mora biti predčasno volišče na območju volilnega okraja, potem mora biti tam, a ne? In če v zakonu piše, da so namestniki predsednikov okrajnih volilnih komisij pravniki, ne pa sodniki, je pa mislim, da 40 okrajnih volilnih komisij, kjer je tako predsednik kot namestnik sodnik, pa ko je Državna volilna komisija to imenovala, je samo naš član te komisije, Državne volilne komisije, glasoval proti. To so očitne nezakonitosti, razumete? To niso domnevne nepravilnosti. Ampak bo ostala vseeno pri političnih posledicah, ki lahko izidejo iz te pritožbe? Lahko tudi na to odgovorim. Ali se mi pritožujemo zaradi tega, ker je rezultat volitev tak, kot ga prikazujejo? Glejte, prvič, kakšen bo dejanski rezultat volitev, kar se tiče relativnega zmagovalca, bomo videli, ko bodo pravni postopki končani. Kar se tiče absolutnega zmagovalca te volitev, bo jasno takrat, ko se bo videlo, kdo lahko sestavi stabilno vlado. Ali pa če ne bo mogel, ali bomo šli na predčasne volitve. Tako da to je vse zelo preuranjeno. Ampak vseeno, hotel sem vas samo še to dodati, da si vi, recimo, če postanete zmagovalec volitev, utrdite tudi položaj v stranki, ker potem ste stranko popeljali na volitvah do zmage, ne do poraza. Tudi vaš položaj se bo s tem okrepil, se vam ne zdi? Jaz stranke nisem popeljal do poraza. Stranka je na teh volitvah dobila najmanj 5% več kot 50.000 glasov več. In na teh volitvah je bila poražena vladajoča koalicija. Imeli so 53 glasov neto v Državnem zboru v tem mandatu. Zdaj jih imajo 40. Tukaj je zmagala opozicija, ne samo Slovenska demokratska stranka, ampak vsi, ki smo tekmovali proti vladni koaliciji. Tako da tukaj razglašati zmago, potem ko zgubiš sanjsko večino v parlamentu, s katero nisi nič naredil. Glejte, to je možno samo v Sloveniji, ker mediji to kupite. Dajte mi, ne kupimo, ampak gledamo rezultate, to moram reči. Ampak glejte, kam se boste zdaj pritožili in zakaj menite, da lahko uspete za izpodbijanjem predčasnih volitev na teh 24 predčasnih voliščih in kakšen je potem lahko zdaj rezultat? Se gre potem, ne vem, ponovno na ta predčasno glasovanje? Kaj ste vi ugotavljali, ko ste se ugotavljali, da boste se pritožili? Predčasne glasovanje ni možno ponoviti in je to itak nekaj, kar veliko držav ne pozna. Treba itak odpraviti. Glasuje se en dan z dokumenti, se takoj prešteje. To, da se glasuje, pa se ne prešteje, to je za Bantostan, pa mogoče še tam preštejo. Tako da, kam se lahko pritožimo? Za te nepravilnosti, ki so se dogajale na posamičnih voliščih ali pa na okrajnih volilnih komisijah, še posebej tistih, ki so bile nezakonito sestavljene, očitno nezakonito sestavljene, nasproti z zakonom, se lahko pritožimo na tem nivoju. To je pritožba na volilno komisijo volilnih enot. Za zadeve, kjer je za seštevek, pa se pravzaprav ne ve. Državna volilna komisija, ki je izdala navodila recimo za to, da se ustanovijo nezakonita volišča, se je razglasila za
nepristojno in je našo pritožbo zavrgla, ni jo zavrnila, ampak so rekli, smo nepristojni in so to zavrgli. Ob tem se še laže, da so v teh okrajnih volilnih komisijah kar vsi glasovali za to, ker niso, smo šli pogledati zapisnike. Skratka, izdaš navodilo, da se dela nezakonito, potem je pa pritožba in se razglaši za nepristojnega. Glejte, to je možno samo v Sloveniji, v vsakem primeru pa po zakonu obstaja še pritožba na Mandatno-volilno komisijo Državnega zbora, potem, ko se ta konstituira in tudi to možnost bomo uporabili. Ampak gledajte, zdaj naj ljudje gledajo, se vsi sprašujejo, koliko lahko te pritožbe v resnici zavlečejo postopek prvo razglasitev rezultata in morda oblikovanje vlade. Jih lahko ali ne? Ne, tukaj so roki izjemno kratki in zadeva poteka vzporedno. Mi nimamo še niti neuradnega rezultata, zato ker se čaka še, mislim, da do ponedeljka glasove stojine. Mi s tem popolnoma nič ne zavlačujemo. Želimo pa ponovno, to ne delamo prvič. Kar se tiče nezakonitih volitev, smo mi na to opozorili pred volitvami, ker smo vedeli, da če bomo samo po volitvah bodo, razumete, bodo rekli, ja, izpodbijate rezultat. Na nezakonitih voliščih so pač oddani glasovi nezakoniti, pa tudi če so za nas. Gre za legitimnost volilnega procesa. Ali bomo uspeli? Jaz mislim, da ne bomo. Zakaj? Sodniki vodijo okrajne volilne komisije. 40 volilnih komisij ima tudi namestnike sodnike, čeprav zakon izrecno določa, da ko je sodnik predsednik, namestnik pa mora biti drug pravnik. Potem predsedniki volilnih komisij, volilnih enot so sodniki in predsednik Državne volilne komisije je sodnik. In tudi o pritožbah bodo odločali sodniki. Jaz mislim, da veliko vprašanje, kaj bo, tisto, kar pa je, in delno smo to zmago že dosegli. Odločbe teh 7 volilnih komisij, volilnih enot, praktično vse po vrsti priznavajo, da so ta volišča nezakonita. Pravijo pa, da to pa ni vplivalo potem na volilno pravico. Nekdo je celo napisal, da ni bilo vrst pred takimi volišči, pa da zato pač volilna pravica ni bila kršena. Ampak če pravite, da po vašem mnenju ne boste uspeli, kaj bo potem sledilo, če ne uspete? Boste pol priznali, ne vem, rezultate teh volitev, ko naj bi postali uradni, ali boste šli jih izpodbijati? V pravnem smislu, ko bo postopek končan, kaj ne naredimo? Ne se mečemo po tleh, bo tako kot bo, ampak za mano je neka knjiga, ki govori o volilnih prevarah. To, da se ukinjajo volišča na podeželju, več kot 1100 se jih je ukinilo v Sloveniji. To, da se predčasna volišča združuje v urbanih centrih, da podeželje nima enakega dostopa do tega. To so klasične finte prevar, ki se ne dogajajo samo pri nas in so v tem priročniku. Gospod Janša, zdaj ob teh vaših pritožbah je predsednik vlade in predsednik Gibanja Svoboda za petek sklical sestanek vseh, kot je dejal, nedemokratičnih strank razen SDS-a. Šli bo gospod Stevanovič, bo šel gospod Logar, je potrdil udeležbo, iz Levice so potrdili udeležbo. Kako zdaj gledate na to? Se vam zdi prav, da je sklical ta sestanek in da poskuša se pogovarjati o prihodnosti oziroma o razvojni koaliciji, da tipa, ali lahko sestavi vlado ali ne? Glede na rezultat, kakršen se nakazuje, lahko praktično vsak poskuša sestaviti vlado, ki je prišel v parlament. Ampak mi se te folklore zdaj ne gremo, zato ker prvič nimamo rezultatov, a ne drugič ne želimo pač, ne vem, sedeti za gostilniško mizo pa se pogovarjati o tem, kdo ima nek večji doseg, razumete. Tukaj gre vendarle za več, gre prvič za legitimnost nekega najpomenejšega demokratičnega procesa, drugič gre pa tudi za neko dostojnost. Sam zgubiš 12 mandatov, koalicija zgubi 13 mandatov, pa se razglasi za zmagovalca, gledajte, to je tako malo. Po številkah trenutno vodi, je zmagal na volitvah pred vami. Gledajte, tudi če se to po teh pritožbah pa izločitvi glasov na teh nezakonitih voliščih zadeva obrne, pa mi vodimo za en mandat. Sej zato gre, o tej legitimnosti govori, se boste vi potem... To strateško zadeve nič ne spremeni. Se vam zdi, da ne, se vi recimo, če recimo uspete s pritožbo, pa tako kot pravite, potem se bo rezultat volitev spremenil in za malo premagate Gibanje Svoboda, se boste vi lotili potem oblikovanja vlade? To, ali se bomo mi lotili oblikovanja vlade ali ne, ni odvisno od tega, ali se bo to spremenilo za en mandat, bo odvisno od
od tega, ko bomo pogledali, kdo je vse izvoljen v državni zbor in če bomo ocenili, ali je možno iz te sestave sestaviti neko kredibilno vlado, ki jo Slovenija potrebuje. Če to ne bo možno, bomo predlagali, da gremo na predčasne. Ampak vi ste govorili, če sem vas jaz prav razumel, pred volilnih soočenjih, da z neko tesno večino ne boste oblikovali vlado, ne zaradi izkušenj iz preteklosti. To sem ravnokar ponovil. Ja, ampak recimo, ne vem, a je to tesna večina, recimo, če gre z vami NSI pa Anže Logar, ste pri 43 glasovih, če gre še Stevanović, čeprav pravi, da z vami ne greste na 48 glasovih. Je to za vas udobna večina, ki omogoča vladanje, ali ne bi šli v tako koalicijo s toliko glasovi? To je realna opcija, ne? Ja, ampak gledajte, mi trenutno ne preštevamo strank, skušamo ugotoviti, kdo od teh poslancev, ki je bil izvoljen, je glas razuma, ne v tem smislu, da bi pač prestopil neko drugo stranko, ampak v tem smislu, da bi videli neko perspektivo, ali lahko ta državni zbor deluje drugače, kot je dosedanji, in ali se lahko sprejmejo neke odločitve, mogoče tudi takšne, za katere je potrebna dvotretjinska večina. Zdaj, če se to ne bo nakazovalo, mi se tega ne bomo lotevali, pa svetujemo tudi drugim, da ne, ker bomo samo izgubljali čas, nevarnost bo rasla zunaj, svet gre naprej in to v napačno smer. Mi pa bomo še bolj nepripravljeni, kot smo zdaj. Ampak poglejmo, kaj pravi Robert Golob o tem, ali bi bil pripravljen za voljo velike koalicije prepustiti mandatarstvo komu drugemu. Če boste morda vi težava oziroma če bi bile stranke pripravljene iti v veliko koalicijo, pa da je mandatar nekdo drug, ne vi, boste to mesto prepustili, komu drugemu ste pripravljeni to storiti? Glejte, jaz sem to že v kampanji povedal, volivke in volivci so tisti, ki odločajo, za enkrat so izbrali mene. Nisem se sam postavil. Volivke in volivci, kakršnakoli drugačna debata v tem trenutku bi bilo nespoštovanje rezultata. Bomo videli, kaj bo prinesel čas. Nobena stvar ni zacementirana, ampak volja volivk in volivcev je pa tudi jasna. Gospod Janša, gospod Golob pravi, da je za voljo velike koalicije pripravljen prepustiti mandatarstvo komu drugemu, oziroma pravi, nič ni zacementirano. Ali menite, da to kaže na to, da je pripravljen odstopiti v primeru, da bodo koalicijski partnerji zahtevali, da vlado vodi nekdo drug, kot so to poudarjali v predvolilnih soočenjih, da lahko dobimo mandatarja drugega, če bo vlado sestavljala Gibanje Svoboda? Zdaj, pri Gibanju Svoboda po moje ni problem samo Robert Golob. Po naših informacijah so itak tipali v Bruslju, če bi lahko prišlo do te zamenjave v Evropski komisiji, ker Marta Kos bo morala odstopiti, ker je lagala evropskim poslancem. Tako da tukaj bodo stvari še zanimive, ampak kot rečeno, po moje to strateško ne spreminja stvari. Gospod Golob je itak rekel nekje v predvolilnih soočenjih, da če se jaz umaknem z politike, se je tudi on pripravljen, tako da naslednjič, ko je prišel, smo malo gledali, če ima kako razstreljivo, pa se bo razstrelil. Ampak ste se vi recimo, če pride možnost, da pride do oblikovanja vlade, ste se vi morda pripravljeni odpovedati mandatarstvu za ceno tega, da SDS oblikuje vlado? Slovenska demokratska stranka v vseh situacijah, ko se je treba odločiti, kako ravnati v dobro države, sede skupaj in sprejme pravo odločitev, tako da ne licitiramo pa takšnih bedarij vnaprej. Se pravi, vse je odprto, če vas prav razumem, se boste udeležili sklica Sveta za nacionalno varnost, ki ga je na temo vplivanja na volitve v četrtek sklical premier Golob. Nanj je povabil zdaj tudi SDS in opozicijo. Boste šli? Zdaj, Svet za nacionalno varnost bi moral biti doslej sklican že nekajkrat v zadnjih 2 letih, nikoli ni bil. Sekretariat tega sveta je bil grobo zlorabljen v politične namene v volilni kampanji. To, kar je zdaj sklicano, je v bistvu posvet parlamentarnih strank in predsednice republike. Tako da ja, seveda, se veselje. Ampak lejte, tam se bo seveda govorilo tudi o tem izraelskem podjetju Black Cube, Gibanje Svobode pravi, da vi še vedno zavajate, kar se tega tiče, in za to vprašanje. Vi pravite, da ste se na sedežu stranke pogovarjali z Gerom Eilandom. Kaj pa z ostalima 2 zaposlenima predstavnikoma tega podjetja Black Cube, Danom Zorelo in Lironom Dzuru? Sta bila one 2 na sedežu stranke, kot trdi Sova? So bili vsi 3 na sedežu stranke? Dam enak predlog, kot sem ga dal na nacionalni televiziji. Organizirajte razpravo, objavite vse te prisluhe z slovenskimi podnapisi. Doslej je bilo to objavljeno, mislim, da
kokrat 5% vsega tega. Povabite gospoda Goloba, Vojka Volka, lahko tudi gospoda Kadivnika, pa še pomočnico Niko Kovač, pa sem jaz sam, pa se lahko o vseh teh stvareh pogovorimo. Zdaj, ampak zakaj recimo ne poveste, ker Sova pravi, da ima dokazane, da so bili tam 3 predstavniki tega podjetja, vi pravite, da ste se pogovarjali samo z enim. Z veseljem čakam te dokaze. Jaz sem se pogovarjal samo z enim, pa to ni bil predstavnik tega podjetja. To je že res, to ste zelo spreten spin delate, ampak oni Sova pravi, da so bili tam 3 predstavniki na sedežu vaše stranke. Samo to me zanima. So bili ali niso bili? Ne delam jaz tega spina. So bili 3 predstavniki na sedežu vaše stranke, kot trdi Sova, tega podjetja Black Cube ali ne? Ko bo Sova pokazala dokaze, on to komentira. Dobar, povejte mi zdaj še, boste šli na ponedeljkove pogovore k predsednici države Nataši Pirc Musar, ki mora sklicati ustanovno sejo državnega zbora. Ta naj bi bila predvidoma 10. aprila. Zakaj se boste zavzeli na tem sestanku? Na tem sestanku bom jaz pozval predsednico republike, da javno pozove predsednika vlade, naj pojasni, zakaj je potem, ko je ta vlada 1 leto kričala, da se v Gazi dogaja genocid, odstopila od tožbe proti Izraelu. In to s preglasovanjem, kjer so preglasovali stranko SD in zunanjo ministrico. Zdaj, ko bo to pojasnjeno, bo marsikaj znano tudi glede prejšnjega vprašanja. Se pravi, to boste izpostavili, če sem vas prav razumel, na sestanku s predsednico države, ko je povabila vas v ponedeljek, ali že na tej seji Sveta za nacionalno varnost? Zdaj, kjer bo priložnost, ker to je v vsej tej zgodbi, ki se je lansirala, ključno vprašanje. Zakaj je vlada spremenila neko stališče, zakaj so to naredili z preglasovanjem, in zakaj neki prisluhi, ki so bili najavljeni, zdaj niso več objavljeni. Pa še to vprašanje, zakaj vse to, kar je bilo tam objavljeno, slovenski mediji več ali manj zamolčijo. Smo kar veliko objavljali, ampak tukaj itak ne bova prišla skupaj. 5%. Bistvo, gospod Janša, se mi zdi, bistvene stvari, se mi zdi, vi ste še največ. Ampak bi vas sam še na koncu nekaj vprašal. Res niste nobenega poklicali po volitvah, recimo tudi gospoda Vrtovca in tako naprej, da bi se morda pogovarjali, kako naprej? Ali boste sestavili koalicijo pa končala? Pa v bistvu smo se z vsemi srečali že v tem tiskovnem središču po volitvah, razen gospod Golob, ko je videl, da smo tam se izognil, pa je šel nekam drugam, pa tudi vsi, ki so šli za njim. Kakor vem, so vsi mnenja, da pač najprej moramo imeti rezultate, potem morajo neki postopki steči, čakamo še glasovnice iz tujine, tukaj so bili velikanski problemi, še nikoli ni bilo toliko pritožb, kar se tiče tega, da ljudje niso dobili glasovnic. Jaz dobim praktično na 2 minuti en mail ali pa sporočilo. In ko bo vse to razčiščeno, potem nastopi čas za to, o čemer sprašujete. Tako da, glejte, počasi. Mene najbolj zabava to, ko en dan po volitvah že vsi sestavljajo vlado. Ja, seveda, ker to je najbolj ključno vprašanje, kdo nas bo vodil v naslednja 4 leta, gospod Janša, to se vsi sprašujemo. Na novinarsko konferenco pride novinarji z napisanimi 12 vprašanji vsi, ali boste sestavili, kdo se tako da ste bili. Jaz to razumem. Folklora je zanimiva. Ja, ker vse to ljudi zanima. Najlepša hvala, da ste bili naš gost. Hvala lepa.